pozdravljeni v septembrskih energijah. Čisto za uvod, še v mesecu avgustu smo imeli mlaj v znamenju Device, ki je začel energije letošnjega septembra in pred nami je obdobje, ki nas čaka ponavadi 3 do 4 na leto, in sicer obdobje retrogradnega Merkurja, in ki pa se začne istočasno, bolj ali manj, kot tudi polna luna v Ribah. Tako da oba dogodka skupaj bosta dala kar en ton 2/3 pravzaprav meseca septembra. In zato, da boste lažje potovali skozi to energetsko obdobje tudi, vsak mesec pravzaprav pripravim mesečni miks cvetnih esenc, ki pomagajo s temi vibracijami, se pravi, da dvignejo vašo vibracijo, da vas podprejo, da greste lažje skozi tisto, kar vsak mesec energetsko prinaša. Za nami so kar naporni poletni meseci, ko je bilo ogromno enih nadgradenj, ko so se stvari kar dobro prerukale, ko so energije pravzaprav nas potiskale v to, da odmetavamo lastne maske, da spregledamo lastne iluzije, da vse tisto, kar ni več v skladu s tem, kar se trenutno energetsko dogaja na Zemlji in v galaksiji, da se vsega tega nekako tresemo, da to spustimo, da to odvržemo, kakorkoli že začnete oziroma želite temu reči. In tisto, kar se mi zdi, da je zelo pomembno v tem obdobju, je, da res prepoznate oziroma prepoznamo in spoznamo, da staro ne bo več prišlo nazaj. Da to, kar je tudi, kar sta pretekli 2 oziroma zdaj že skoraj 3 leta, kar so naredila v obdobju te epidemije in vsega tega, da nas je kolektivno spremenilo. In ker nas je kolektivno spremenilo, se moramo tudi mi individualno prilagoditi tem novim energijam. In zato prenehati jokati nad starim, nad tem, kako je včasih bilo, ker žal tako ne bo nikoli več. Smo namreč v tem prehodu še vedno in še bomo, še dolga leta pravzaprav, iz teh starih energij v to novo dobo, na višjo frekvenco delovanja, novo spiralo razvoja. Namreč mi smo kot človeštvo skozi v eni evoluciji. In v tej evoluciji, kjer gre za evolucijo zavesti, smo tako skupaj kot vsak posamezno. In zato je pomembno, da vsak res čim bolj prilagodi svojo vibracijo vsemu temu in da plujemo s tem tokom, ne da se oprijemamo vsega tistega, kar je na nek način potrebno pustiti zadaj. In esenca, ki lepo podpre pri spuščanju teh starih stvari, pri izpuščanju tega, kar nam ne služi več, in da res prenehamo čakati, kdaj se bojo stari časi vrnili, je esenca kovačnika. In kovačnik je ena rosca, ki jo je že dr. Bach prepoznal kot tisto, ki pomaga pri spuščanju. Vsem tistim, ki čakajo, da se bojo stari časi vrnili, ki vedno govorijo, koliko je bilo včasih luštno, in živijo v preteklosti. In ta esenca pomaga, da se premaknemo v tukaj in zdaj. Ja, zdaj pa niso več tisti časi, zdaj je pa drugače, zdaj je pa tole. In nam pomaga, da res v sedanji trenutek pridemo. In ta esenca kovačnika je bila narejena ob enem potoku. In ko sem nabirala cvetke v to skledo, sem opazila, da na sredi potoka je ena taka skalca, en tak kamen s tako ploskvijo na vrhu, in sem položila, in glih malo ga je voda oblivala, in sem položila skledo tja, tako da medtem, ko se je delala esenca, jo je voda oblivala, ker se mi je zdelo tako
simbolično tudi, da v bistvu ta voda odnaša stvari, ki se jih ne potrebuje več. Tako da kovačnik vedno pomaga spuščati stare zadeve. In je zato tudi v tej mešanici za mesec september. Namreč ravno ta retrogradni Merkur, ki sem ga omenila na začetku, nam bo pomagal, da pogledamo, kaj je to obdobje, ki smo ga dali čez teh par mesecev ali pa par let, kaj je prineslo in kaj je odneslo in katere spremembe je potrebno narediti. In ker je treba integrirati vse to, kar se je tudi dogajalo v teh poletnih mesecih, tudi z sončnimi izbruhi in elektromagnetnim delovanjem Zemlje, Schumanovo frekvenco, ki je skakala gor in dol kot nora in še vedno skače in še en čas bo. Seveda so določene spremembe, ki jih je potrebno narediti, in tista esenca, ki pomaga v času sprememb, je oreh. Oreh je esenca, ki pomaga iti skozi proces sprememb z enim občutkom, da ste zaščiteni ali pa da smo zaščiteni, da je poskrbljeno za nas, da lažje sprejmemo to novo, kar prihaja, ne? In če kovačnik pomaga spustiti staro in se premakniti v sedanjost, oreh pomaga sprejeti to, kar se zdaj dogaja, te spremembe. In oreh je drugače tudi ena odlična esenca za vse tiste, ki začenjate nekaj novega. Ali pa za otroke, ki grejo prvič v šolo, vrtec, ki grejo, ne vem, iz osnovne v srednjo šolo, na fakulteto, ko začenjate novo službo, v času selitve. Oreh vedno podpre v spremembah, v času sprememb. In jaz sem jo začutila kot tisto esenco, ki nam bo pomagala tudi, da vse te spremembe, ki se zdaj odvijajo in dogajajo, da jih lažje sprejmemo in da imamo ta občutek zaščite, da je varno, da je okej, da se te spremembe dogajajo. Seveda v času teh sprememb in vsega tega, kar se dogaja, potrebujemo več moči notranje in tudi pogum. In temu je namenjena esenca borage. Boraga je esenca, ki tudi zelo sovpada zdajle s tem obdobjem, ko smo v obdobju Device, in sicer deluje zelo dobro pri vseh tistih, ki ste ali pa smo preveč samokritični. Se pravi, da je ta kritika, da nič ni dosti dobro, da je vse nekaj treba popraviti. Se veste, energija Device je tista, kar ima rada vse po predalčkih, in Devica je tista, ki bo prišla v nek prostor in če ne bo slika naravnost, bo šla in jo bo malo popravila. In iz tega ven je zelo lahko ta občutek, nič ni dovolj dobro, ta pretirana kritičnost, sploh ali do drugih ali pa do sebe. In boraga pomaga bolj videti s srcem, ne toliko pa z tem kritičnim umom, in da tudi moč in pogum, da sledimo srcu. In ker nas tale polna luna v ribah, ki nas čaka v tem mesecu, oziroma ki jo bomo dali skozi v tem mesecu, ta polna luna nas bliža z intuicijo, se pravi, nas iz tega mentala, iz tega uma, ki nenehno melje, skuša uravnovesiti tako, da v bistvu odpira pot intuiciji. In ta intuicija, intuitivni prebliski, temu je treba tudi zaupati. In zato v bistvu spominčica v tej mešanici za september deluje kot tista, ki poveže srce in pa intuicijo, zato da se to okrepi, da lažje sledimo potem tem intuitivnim vpogledom, uvidom in vsemu temu, kar prihaja. In ker v bistvu se takoj, ko luna dopolni svojo polnost, kmalu potem se združi v konjunkciji tudi z Neptunom, ki je planet in iluzij in v bistvu našega višjega jaza, je zelo dobro, da smo povezani s tem delom nas samih in da ta energija dobro teče, in zato spominčica, ki povezuje srce in pa višji v tem, prav za to polno luno zelo podpre, oziroma da to
vibracijsko podporo ali pa frekvenčno podporo, da je ta pretok boljši. Potem je tukaj še ena esenca, in sicer lokvan. Lokvan pa pomaga najti znotraj sebe tisti notranji mir, pomirjenost oziroma spokojnost, spokoj, ki predstavlja eno tako notranjo tišino, znotraj katere lahko zaslišimo potem pravo smer ali pa pravi impuls ali pa pravo idejo, tisto misel, ki ne pride iz razuma, ampak ki pride iz višjih nivojev. In lokvan je res ena taka nežna, čudovita energija, ki vas premakne v en tak umirjen prostor. In potem se vse te stvari zgodijo lahko avtomatsko. Tukaj je pa še ena esenca, ki pa bo podprla tole obdobje v času retrogradnega Merkurja. Namreč retrogradni Merkur je v znamenju tehtnice in vlada odnosom, tako da komunikacija znotraj odnosov. Lipa pomaga odpreti srčno čakro in najti prave besede v komunikaciji. Zato, da vse tisto, kar morebiti je ali potlačeno ali butne ven, ker ne razmišljamo, ker ne sledimo intuiciji, lipa pomaga najti tiste pozitivne, prave besede, ker nas pa poveže z modrostjo, ki je že v nas, in z znanjem, ki ga imamo. Se pravi, modrost, ki je že v nas, ki prihaja ali iz nivoja naše duše, ali od naših prednikov, ali nekaj, kar je že znotraj vsakega posameznika, in to, čemur rečemo tista res modrost. In ko jo povežemo z znanjem, z veščinami, z informacijami, ki jih imamo na voljo pa zdaj, takrat lahko potem damo od sebe ta pravo stvar. In lipa pomaga res v odnosih izbrati ta prave besede, povezati to modrost preteklosti z znanjem, ki ga imamo zdaj na voljo za neko prihodnost. In ko vse te esence delujejo med sabo sinergijsko, se pravi, ko se povežejo, so tako kot en tak ubran orkester, ki naslovijo točno tisto, s čimer imate največji izziv oziroma kjer potrebujete več podpore. Pri esencah je fajn to, da pravzaprav, če kakšne ne rabite, enostavno ne bo imela vpliva. Ko pa drugo podprejo, pa vam lahko dajo en tak notranji podporni sistem, ki vas pelje skozi obdobje na bolj lahkoten način in pa z več tiste neke notranje modrosti, notranje gotovosti, z več poguma, z občutkom zaščite in občutenjem tega, kar čutite v srcu, kar prihaja skozi intuicijo, in to je potem dovolj močno, da preglasi tudi tisti vaš ki nenehno melje. Tako da nekako v to smer bojo tudi energije delovale. Jaz, ko pogledam in intuitivno in malo pri astrologih in tako, kaj je tisto, kar se dogaja, potem stopim pred tale cvetni orakelj in rečem, okej, kaj pa so zdaj tiste esence, ki bojo v tem obdobju podprle ljudi. In tole je prišlo ven in se mi zdi tako, ko sem potegnila in ko sem rekla, to je to, tole pa to, se je popolnoma skladalo s tem tudi, kar sem poslušala strani astrologov, da je v tem mesecu, kar sem intuitivno začutila, in zato toplo priporočam, da si tudi vi zagotovite to podporo. To je to za mesec september.
Če pa bi radi čist individualno podporo oziroma kaj vi rabite v tem trenutku, pa enostavno pridete, se naročite na Cvetni orakelj, se postavite pred te stekleničke in po intuiciji izberete tisto, kar vi potrebujete v tistem trenutku. Jaz naredim potem razlago in se potem naredi cvetna mešanica, ki jo vi uporabljate za vas, za vaše obdobje in verjemite, da se stvari potem začnejo obračati drugače. Tako da jaz vam želim en miren september, bodite pozorni na to, da komunikacija bo malo šepala, tako da dajte raj 3-krat preveriti, da ste se prav razumeli pa zmenili, pa če stvari držijo. Ni to obdobje priporočljivo za sprejemanje novih odločitev, novih začetkov, nečesa novega, ker običajno se pokaže, da je kakšna informacija manjkala, pa da stvari niso ravno take, kot ste si zamislili, sploh ker bo tale polna luna v ribah, kjer so lahko prisotne kar kakšne iluzije ali pa kakšna taka megla ali pa nekaj zmuzljivega ali pa nekaj niste opazili ali pa nekaj ni šlo skozi. Tako da do 2. oktobra bodite pazljivi, takrat pa že pride tudi nov video, nov cvetni miks z novimi energijami za vašo podporo. Lepo se imejte, uživajte. Čau, čau.